To delo je delo na dolge staze. To ne obstaja sistem, po katerem bi mi nekaj si izmislili, povedali, da je to to. Treba na dalj časa ustrajati pri tem, da smo vsi, kljub tem, da smo različni, da smo eno bitje, da na tej planeti smo vsi enaki in da vsak ima in svojo problematiko in svoje kvalitete in svoje slabosti. In če nobenega ne forsiramo, da nam razlike tudi prinesejo nekaj dobrega, da se naučimo nekaj več, da spoznamo nekaj več, potem pa se izenači ta razlika oziroma takrat ni toliko pomembna. Če damo možnost, da so vsi uspešni, najdemo način, ali je to morda skozi sport ali skozi umetnost ali karkoli, če dobi ta občutek, da je pomemben, eden je pomemben na enem področju, drugi na drugem. In če sta oba pomembna in uspešna, potem razlik ni. Potem jih nekako izenačimo in se dobro počutijo in eni in drugi. Ni treba forsirati ne ene, ne druge. Razlike prinesejo marsikaj dobrega. Kot intervju ste poudarili to, koliko je neke vrste prednost, da sami ste tudi prišli iz tujine in da tudi imate to neko izkušnjo imigranta. Kolikrat pa mogoče v svojem delu, če hočete kaj sporočiti, recimo če gre, kot ste rekli, večina otrok iz Bosne in Hercegovine, da se prav poslušate srpskega jezika, recimo, ali mislite, da je to tudi efektivno, da včasih bolj... Na naši šoli to užge, oziroma učinkuje, če pravilno povem. Ne uporabljamo to pogosto, ker pri njih je normalno njihov jezik najbolj domač, ampak uporabimo. Evo recimo primer, kakšna prireditev, katero naredimo. Mi se predstavimo, kaj smo. Imamo tudi ples iz Bosne, ples iz Makedonije, smo imeli ples iz Rusije, potem pa zaplešemo polkico in ta isti ravnatelj pleše polkico z njimi. Ali v pevskem zboru imamo pesmi, naša himna je v 6 različnih jezikov, ni samo v slovenščini, ampak jaz pojem v vseh tistih jezikih enako kot oni. In staro je pravilo, da je zgled odličen učitelj. Če vidijo mene, da spoštujem, da pojem, da ko je himna, ustanem in rečem, spoštujemo državo, v kateri smo, potem je to dober zgled. Z druge strani se malo pohecam, povem kakšen vic, vprašam, kako ste gledali tekmo, je bila dobra, kaj pa Ibrahimović, vidijo, da sem njihov, ampak potem na fini način jih učim, v tej državi smo, to moramo spoštovati. Jaz mislim, da smo ena od redkih šol, da v vsakem razredu imamo slovensko zastavo in himno. Nimamo slike, kot včasih, bivše države, enih politikov, ampak jim rečemo, to moramo vsi poznati. Na naši šoli, ko je prireditev državna, če se igra himna, noben ne ploska, pa sem doživel na marsikateri šoli, da ploskajo, kot da so na tekmi. Ne, mi smo jih naučili, to je himna, si zapomne, spoštuj to državo. In moj primer, recimo, bilo je enkrat, da smo pripeljali, da smo dobili eno zemljo z ene rože in ni bilo koga, da bi pomagal pri tem. Jaz sem šel dol, sem vzel lopato in sem skupaj s hišnikom to zemljo nametal v ta korita. Zgled je sjajna stvar za naše učence.